Radečanu, ne, ali smo naredili vse poročila, ne, nikoli še nismo vse naredili brodsko, da ne vemo, kdaj to bo, ampak ni važno. Tako da res hvala Bernatska, da si tukaj. Bernat povezuje tudi s partnerjem občino Krško ta naš projekt, tako da nekako je malo na vodi, malo na suhem, ne? Bi lahko rekli. Hvala lepa, torej tudi s partnerjem občino Krško ta naš projekt, tako da nekako je malo na vodi, malo na suhem, ne? Bi lahko rekli. Hvala lepa. Torej, potem druga predstavnica je pa Duška Kalin iz KTRC Radeče, tudi lepo pozdravljena. Tudi oni so naši partneri, ker projekt res povezuje naše Posavje od recimo meje s Hrvaško, pa vse tam do meje z celsko regijo, tako bomo rekli, in vse te naše kraje in občine. Tako da nekako skušamo na različne načine, se to je zdaj te prosojnice malo prikazujejo, kaj smo kaj počeli v tej prvi fazi in čemu je projekt tudi namenjen. Gre pa seveda za veliko zgodbo o ajdih, o ajdovskih jamah, o ajdovskih deklicah, o prostorih, ki že stoletja, tisočletja nosijo ta imena in povezuje res različna obdobja. Moja naloga na začetku je predvsem seveda ta, da vas pozdravim. Sem se pa, ko sem razmišljala, kaj povedati, spomnila, da 2 leti nazaj je bila sicer nedelja 8. marca in da smo imeli tudi tako nedeljsko popoldansko vodstvo, oziroma smo se dobili na enem takem druženju in smo si naš muzej ogledali skozi zgodbe žensk. In takrat je bila to zadnja javna prireditev, ne, še na star način, bi lahko rekli, no. Tako da jaz upam, da bo tako zadnja takšna prireditev z maskami, ne, da mogoče je to pravi datum. Predvsem pa upam v teh časih, da ni to kakšna zadnja prireditev pred vojno, ne, ker to pa recimo mislim, da nas vse skrbi. In mislim, da pač čisto na vsakem dogodku nekako moramo povedati, da si res želimo mir, ne. Vse si vedno želimo mir, ker žal svet ni preživel dneva brez vojne, ampak trenutno pa smo zelo blizu. Tako da recimo, da ta datum pa ta nedelja ne boste kakšnih simbolov preveč prenašala iz preteklosti do prihodnosti. Tako, imamo pa seveda še nekaj drugih gostov, poleg vseh vas obiskovalcev, ki ste res izjemno pomembni gostje, ne? Ampak vseeno so pa tukaj 3 še mičkeno malo bolj in jih bomo spostavili. In sicer je z nami dr. Jernej Richter, naš drnovsko-posavski, krško-poljski arheolog, ki odlično dela na Inštitutu za arheologijo Znanstveno-raziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti, tako da res dobrodošel in hvala za ta popoldanski čas. Potem imamo gospoda Darka Samca, tudi iz iste ustanove, čeprav zdaj ste nekako upokojeni, ki pa je predan Radečan, pa seveda tudi drugim krajem, ampak predvsem Radečan, in je tudi nekako našel v bistvu ta naš projekt, mislim, da preko Posavskega obzornika najverjetneje, pa tudi druge kanale imate, različne. No, in nam je tudi še priskrbel nekaj literature, nas pa par stvari upozoril, tako da smo hvaležni, pa nam bo potem še kaj povedal. Imamo pa tukaj tudi gospoda Sergeja Cesarja, tam je, ki je pa tisti, ki je omogočil to razstavo, v kateri smo, gre za dela njegovega očeta, Jožeta Cesarja, tržaškega umetnika, ki seveda svojimi deli priča v tistih časih, predvojnih, medvojnih, po vojni, govorimo o sredini 20. stoletja, v prvi polovici, pa v drugem delu odhoda nekako tudi ta razstava, ki počasi pa zdaj bo šla od nas, počasi se je čas izteka in bomo nekako, imamo še en dogodek, da boste potem lahko ga še kaj vprašali, bomo še kaj povedali v drugem delu. Ste opazili, oziroma tisti, ki že malo bolj poznate ta naš projekt, so vanj vključena 4 arheološka najdišča.
ki se imenujejo po ajdih, oziroma v svojem imenu nosijo ime ajdovski. Prvo je Ajdovska jama pri Nemški vasi, ki je grobišče iz mlajše kamene dobe. Drugo tako najdišče je Ajdovska jama v Silovcu pri Sromljah, ki je prostor, kjer je bil odkrit depo iz pozne bronaste dobe, to pomeni, tam so bili založeni neki predmeti, ki so bili v tistem trenutku dragoceni, so jih morda darovali ali skrili, to je drugo najdišče. Tretje je potem Ajdov grob v okolici Radeč, torej potem četrto je pa Ajdovski gradec nad Vranjem pri Sevnici. Tako da imamo 4, so pa iz različnih obdobij. Ajdov grob je starejše železno doba gomila, Ajdovski gradec je pa najdišče iz 4., 5., 6. stoletja. Torej, v Posavskem muzeju imamo na razstavah samo, bomo danes videli predmete iz Ajdovske jame pri Nemški vasi. Ta bronastodobni depo je pri nas v depoju, torej najdbe iz Ajdovskega gradca so v Narodnem muzeju v Ljubljani, ki je to najdišče tudi izkopaval. To, kar je bilo pa odkrito v starejših železnodobnih gomilah, imenovanje Ajdov grob, je pa nažalost izgubljeno, ker je bila ta gomila že dolgo tega izropana. Tako da danes smo posvetili temu enemu najdišču, Ajdovska jama, ki ga bom predstavila, in potem mogoče še nekaj misli o tem, zakaj se ta najdišča imenujejo po ajdih in kako to, da so vsako iz različnih obdobij in to sploh so ajdi. Tako sem se nekaj danes. Ste pa seveda dobrodošli z vprašanji, predlogi in v bistvu bi želela, da se taka diskusija razvije. Tako da tudi, ko bomo se sprehodili po 4 razstavah, smo sprehodili, kjer imamo te predmete iz Ajdovske jame, tako da bom tam povedala par besed, potem pa bi želela, da se kar nekakva diskusija razvije, pa se bomo. Tako, pa če smo pripravljeni, lahko priberemo. Torej gre za mlajše kamenodobno najdišče, ki je edinstveno tudi v nekako nacionalnem merilu, zato ker je edino grobišče iz mlajše kamene dobe, ki ga poznamo pri nas. Tako da dejansko nam nekako nudi vpogled v te duhovno in kulturno življenje neolitskih ljudi. Torej v Ajdovski jami, ki so jo izkopavali v bistvu intenzivno nekako v začetka 80-ih let, pa potem zadnje izkopavanja so bila še malo po letu 2003, so odkrili en tak zanimive dokaze o nekem ritualu, s katerim so se tedanji prebivalci poslavljali od svojih pokojnikov. Torej, v jami, ki je podkaste oblike, so en hodnik jame, oziroma en del jame, namenili izpostavljanju pokojnikov. To je bilo dokazano z arheološkimi raziskavami. Tam so te pokojnike odložili na jamska tla in se potem vrnili, ko so njihova telesa propadla, in jim potem v tem centralnem delu jame in v levem hodniku jame, če si predstavljamo, da je jama podkaste oblike, so jim pa pripravili potem te skupne grobove prednikov. Tako odkritih je bilo več skupin pokopov, te skupine so bile obdane z vencem kamenja, pridajali so jim pa takšne posode, v katere so jim položili hrano kot popotnico za onostranstvo. Nekatere so tudi posuli z železovimi oksidi, okro, se pravi, tja so jih potem predstavili in dokazano je tudi, da so se večkrat vračali na ta kraj pokopa, ker so tam potem še mnogokrat odlagali hrano, žito, različne predmete. To je tako res taka zelo zgoščena, tako da boste vedeli, zakaj, kaj se je v tem najdišču dogajalo. No in to so recimo restaurirane posode iz te jame. Tukaj v razstavo Okus smo jih umestili zato, ker so na teh posodah bile narejene kemične analize, s katerimi se je delno dalo dokazati, kakšna je bila vsebina posod. Tako da vemo, da so recimo v loncih so kuhali nekakšne enolončnice, dokazane so bile maščobe prežvekovalcev, to pomeni govedo in drobnica, ki so jih takrat že imeli udomačene.
Gojili so tudi že žita v tistem času. In no, te posode so pa zelo zanimive, te posode na nogi, ne, ki so pa verjetno imeli nek bolj obredni namen. Bile so pa v nekaterih posodah tudi odkriti ostanki svinjske maščobe. Zanimivo je tudi, da so že uporabljali čebelji vosek. Čebelarstva sicer v tistem času še niso poznali, so pa verjetno nabirali vosek, oziroma med in vosek in vse te čebelje proizvode iz teh divjih panjev čebel. In odkriti so bili tudi že v posodah ostanki mlečnih maščob, ne? Tako da to je nekako v kontekstu te razstave okus predstavljeno. Selbina, ne? Tako da so pa res te oblike posod vse tudi od tam poznane. Vedel ste mi še za leta 83, da ste delal, kaj že? Ja, takrat sem nekaj uroda, arheološkega, pa take klečalnike, da so klečali, da so delali, na kolenih, da so lažje upravljali svoje delo. Kje pa to je? To je pri nas, ko je prišel nazaj, kaj še ostalo od tega, ne? Aha, Bernardska, Ja, čakaj, ker se danes pogovarjamo o ajdih, ne? Ja, mi ni. Ja, klečalnik, za arheologe. To je zdaj, če je leta 83, je že pozali. Ja. Pardon, se ne bom... Ja, ne, se v redu. Želela sem povedati to, glede na to, da je tema ajdovska deklica in ajdi. Nažalost, nimamo ohranjenega izročila, oziroma ga jaz ne poznam, ne? Zakaj se ta jama imenuje po ajdih, oziroma zakaj je sploh ime ajdovska jama. Zdaj nekako, glede na to, kaj mi vemo o tem izročilu o ajdih, bi si jaz nekako upala interpretirati in zelo prosim za kakšno informacijo, sploh tisti, ki se s tem ukvarjate, če se strinjate, da je verjetno to ime dobila kot jama, ne pa kot arheološko najdišče. Vemo, da torej najdišča oziroma lokacije, ki imajo ime po ajdih, so, mi rečemo, arheološko indikativne, torej to pomeni, da arheologi smo zelo veseli, kadar slišimo, ja, to je pa ajdovsko neki, ne, ker vemo, da bo tam verjetno arheološko najdišče. Ni pa nujno, kajti naši predniki, ki so poimenovali in poskušali razumeti svet okrog sebe, so določene kulturne elemente v krajini, oziroma neke ostaline, na katere so naleteli, ali pa neke naravne pojave, poskušali razložiti tako, da so jih razlagali kot delo velikanov, mitičnih prednamcev ajda. In oni so poimenovali tako recimo ruševine oziroma razvaline nekih stavb, lahko so pa tudi tako poimenovali, ne vem, recimo na Krasu kraški rob, da so ga klesali oziroma na prehodu iz Krasa, kraškega sveta v recimo to flišnato istrsko pokrajino, ne, se torej obstaja izročilo, kako so ajdi klesali kraški rob ali pa kako so izpraznili jezera, ne. Torej, ko so si ljudje razlagali pokrajino in svet okrog sebe, niso ločevali med naravnimi in kulturnimi ostanki, ne, vse so si interpretirali kot delo nekih mitičnih prednamcev velikanov. In zdaj, če je to izročilo o ajdovski jami zelo staro, oziroma to ime zelo starega nastanka, je morda sama ta jama kot nastanek nekega geološkega fenomena, pojava, lahko bila tako interpretirana, zaradi tega, ker je bila jama, ne. Najbrž oni niso vedeli, da je to arheološko najdišče, ne. To je nekako taka moja teza, recimo. Tu imamo sicer samo dva predmeta iz ajdovske jame, to visoko posodo, ki vidimo, da ima en take zankice za obešanje, pa en droben vrček, ki smo ga tudi izdelali kot spominek. Tukaj v tej vitrini je pa, in tu so še pa ostanki kostja jamskega medveda. Je bil prav tako odkrit v ajdovski jami, to je seveda še preden so jamo uporabljali za grobišče. Je pa to umeščeno v razstavo, ki govori o elementih v zraku in v nekem delu razstave, kjer govorimo o podnebnih spremembah, ne, zakaj smo ga umestili pod zrak in podnebje, zato ker v mlajši kameni dobi se je podnebje otoplilo in to je tudi ljudem omogočalo ta lažji prehod na kmetijski način življenja. Kratko, ne. Pa prej sem pa dobila tudi zanimivo vprašanje, ali morda vemo, kje je bila naselbina, ne, ker vemo zdaj, da je ajdovska jama bila grobišča, naselbina vemo, da prav zelo daleč ni moglo biti in dejansko se do letos tega niti približno ni vedelo, kje je. No, letos so pa pri v bistvu enih zemeljskih delih, kmet, ki živi v bližini, je želel
vzel zasulteno vrtačo, da bo vzel svojo njivsko površino. In v teh delih so prišli na dan odlomki lončenine, keramike in tudi nekaj gnitih orodij, ki so se pa spravila z bližnjega hriba, verjetno, tako da niso tam na tistih lokacij, ampak zdaj približno vemo, kje, v katero smer je naseljeno. Tako da to je čisto novo od letos. Pa poznamo to najdišče že res zelo dolgo, pa se do letos recimo ni letilo. Bomo šli naprej v stavo ogenj in zemlja, tam imamo tudi še nekaj predmetov. Človek ne ve več, kaj bi. Največ predmetov te razstavi zemlje predstavljenih. To je tudi vse iz Ajdovske jame. Vidimo, imamo nekaj teh, eno malo višjo posodo, in vrček z ročajem, tu dvoje sta kamniti glejeni sekiri, to so značilne za mlajšo kameno dobo, pa še ena taka drobna sekirica. Tista dva predmeta, ko sta pa na takem prozornem podstavku, sta pa zelo zanimiva. Eno je zapestnica oziroma ogrlica, ki je izdelana iz kosti, ampak ta je lokalne izdelave. Tisto zadaj, ko je tako malo večji kos, to je pa v bistvu dokaz, da so oni že trgovali na dolge razdalje. To je ostanek školjke Spondylus. Spondylus so školjke, ki izvirajo iz Sredozemlja, nekatere so nabirali v Jadranskem ali pa v Egejskem morju in so z njimi trgovali, ker so bile takrat neko vredno blago in so se ljudje z njimi krasili, si jih našili na oblačilo, izdelovali zapestnice. In je bilo to neko trgovsko blago, ki je prišlo torej iz Sredozemlja, tako da poznamo, torej vemo že, da so te ljudje tudi imeli stike z drugimi prostori in drugimi ljudstvi. Zdaj pa, mogoče na kratko samo še to o ajdih, nekaj smo rekli, zdaj govorimo o ajdovski predmeti, ajdovska najdišča, da ne bo prišlo do mogoče kakšne zmešnjave. Ajdi v bistvu so neka, recimo, mitološka kategorija, oziroma to niso ljudstvo, ki bi v resnici obstajalo, to so v bistvu, ideja je ta, da so slovanski prišleki, ko so prišli v ta prostor, poimenovali vsa ljudstva, ki so pred njimi, recimo, oni so naleteli na ostaline različnih zgrad in so potem nekako si razlagali, da so to gradili neki mitični prednamci, torej ajdi. Ajdi so torej neko ljudstvo, ki ne obstaja v resnici, ki so torej obstajajo v izločilu, tako kot mitološka bitja in tudi pripisovali so jim nadnaravne moči,
in da so bili nadnaravne velikosti. Ne? In od tukaj se bomo pa potem v tem našem drugem delu pa vrnili k temu in naši ajdovski deklici, ki je stala z eno nogo na enem bregu Save, z drugo nogo na drugem in krala perilo v Savi. Ne? Torej, oni so jih interpretirali kot nadnaravna bitja z nadnaravnimi močmi in nadnaravne velikosti. In oni naj bi bili graditelji teh nenavadnih struktur v prostoru, oziroma naj bi urejali to krajino. To je bil nek način, kako so si ljudje razlagali svet in pojave v njej. In zato tudi so vsaka najdišča, ki se imenujejo po ajdih, vsako iz različnega obdobja. Tudi ajdovščina? Je tako tudi ajdovščina. Čisto na drugem tako, imamo po celi Sloveniji najdišča, ki se imenujejo po ajdih. In so šla iz različnih obdobij, imajo pa vsa večinoma so iz tega predslovanskega časa. Nekatera pa, zdaj pa z izročilom je tudi tako, da ni čisto vse nekako zacementirano, so tudi kasneje določena najdišča poimenovali. Recimo en tak zanimiv primer je Levakova jama, ki rečejo tudi, oziroma sem zasledila v literaturi, da se imenuje Ajdovska jama, s tem, da to jamo je odkrila poplava leta 37, torej 1937, tako da je to malo nenavadno, da je reči tudi Ajdovska jama, če ljudje s tem niso jame poznali. Tako da je očitno to izročilo nastajalo potem tudi še v kasnejšem obdobju. Recimo to bomo mogoče danes še z Jernejem prediskutirali, ki se je zdaj ukvarjal pa z tehnologi. Čeprav, recimo jaz, ker sem z tega področja, s področjem in nikoli nisem rekla, vedno da Levakova. To po moje nekdo pa neko se nekaj zapiše, pa niti, mislim, ne spomnim se, pa smo, jaz recimo, pomenjeno društvo 4, ko smo raziskovali jame v krog, pa nismo nikoli rekli. Smo lazili kot otroci po tih jami, ker smo še možoli nekaj urbane zgodbe. Ja, ker so lahko pismo neko daj se tako imenuje, oziroma v teh zbirih je, ne? Imenovali se tudi Ajdovska luknja, to so te starejši naši predniki, bo vedno Ajdovska luknja. Zgaj pa delo luknjo, Ajdovska luknja. No, zdaj tudi recimo Marija Krajan, ki v svoji knjigi Sorte je že bilo, zapisala te zgodbe našega krškega Gričevja, je omenila pač dva vira, tam iz okolice Velikega Trna, ki govorijo, da so v Ajdovski luknji, tam dol pri Nemški vasi živeli Ajdje, in da so tudi hodili do Ajdovske jame na Pjavškem podzemlju in nazaj. In tam povezava, recimo. In tudi o tem, da je bila tista Ajdovska deklica na Topirka, da je stala na dveh bregovih zraven. Drugače pa mogoče se zanimivo, da to izročilo o nekih velikanih, kot nekdanjih prebivalcih, poznajo skoraj vsa evropska ljudstva. Jih poznajo, recimo že Herodot je pisal, da so nekdanji Grki bili večji od sodobnih. Ja, potem imamo iz čist drugega konca Evrope, iz Portugalske, imamo to izročilo o Maurih, ki spet naj bi bili velikani in višje rasti, tako da je to nek arhetip. Na Škotskem so tisto obalo kamnico, tudi eni velikani delali, tako da je verjetno res po celem svetu to pravzaprav, tudi v Južni Ameriki.
je leča, grah in skuta, tamle so pa jurčki z zeliščnim maslom. Piškotki so pa s pirino moko pa materino dušice. Tako, tu je kava, čaj. Izvolite. Izvolite si vzeti tole en prizek, ki ga je naš partner projektu Hotel Ajdovec pripravil. Tule so knofki za jurčki, tule je z lečo, skuto in zeliščnim maslom, tule je pa z bobom. Tule so pa piškotki, polnozrnati z materino dušico. Aha, bomo kar zdaj, dobro, se sem. Aha, ja, niste mislili. Pa dobro, kar zdaj. Kar zdaj, ker bolj zato ne čakamo predolg, ja. Bomo pa zdaj. Bomo pa zdaj probali. Ja, piškotko to je. To so pa zdaj, no se pa zreja povedala, zadela te kulinarične poskuse. Tako, to so te vloženi kruti, tale je z bolom, tale je z lečo, grahom in pa skutom, tale so pa z jurčki na zadnje. To je, si rekla, leča, Leča, grah in skuta. Kaj pa podlaga? To je pa tak kruhek z skutom. Pridi, gremo naprej, kaj smo še drugi celi. Kjer je bila glavna arheologinja Polona Janežič, zato bom mogoče še Jana malo več povedala. Zdaj bi pa pač šli v ta drugi del, če kdo želi po vodo, po kozarček, po kavo, kar še pojdite. Ker ta drugi del pa bomo bolj klepetali za uvod, pa nam je dr. Jernej Richter, ki se ukvarja z našim območjem na različne načine. In evo, jaz sem gotovila, da tudi ajdovske deklice ga zanimajo. Maža Heslo. In je bil to prijazen, da nam je pripravil nekaj. Potem pa bom mogoče še kaj dodala. Naša tudi gostja Anja Mlakar, tehnologinja, ki pa tudi se v svojih koncih, se pravi Sevnice, točno Sevnice ali tam nekje? Ja, no, Zdrovišča, ja, se vemo, ki to je. Ki tudi že iz družine nosi to dediščino, ne, če sem prav razumela. Babica, da veliko ve, ne? Tako je že? Ja. Aha, no, tako. Tako da več čas nekako bomo malo skušali še kaj najti. Hkrati pa vas bomo prosili tudi, da je kratek vprašalnik izpolnite tudi zato, da če bi kdo želel kaj več povedati, ker danes pač ne bo možno vse, da lahko naše kolegice imamo nekaj mlajših, nekaj že izkušenih kolegic, ki bodo zdaj pisali te elaborat o ljudskem izročilu, o odmerih. Tukaj je predvsem potem naša etnologinja Sandra Glogovič, tam glavna, ki ima tudi svojo teorijo, mogoče bo povedala, ne vem. In pa še Anja Zagode. Anja, kje pa je Anja? Na recepciji. Aha, na potem na recepciji, ja. Pa še kdo, no, tako da je pa potem to naprej. Zdaj, če vas to moti, lahko tudi mislim, da smo dosti poslikali, da smo vse dokaze že zbrali, ne. Aha, pa še vi nam boste kaj povedal, ne, te pa radi še podatne. Ja, ta prvo bo Jernej, pa če boste hoteli, tako, ja. Tako, pa še kdo. Dobro, Jernej, izvolite. Lepa hvala za povabilo. Zdaj, mogoče bi najprej eno tako uvodno pojasnilo dal, kako to, da se, jaz sem namreč arheolog, kako to, da se arheologi tudi ukvarjamo z izročilom, pa nismo etnologi, recimo, ki se s tem veliko bolj detaljno znajo ukvarjati. Ja, mi se srečujemo z ajdi, če se danes navežemo na to rdečo nit, in velikani, to sta nekakšna sinonima za ta mitična bitja, se nekako srečujemo s tem v okviru same arheološke metodologije. Namreč en segment arheologije, ki je arheološka topografija, se pravi
ukvarjanje s posameznim najdiščem, se pravi s historiatom tega najdišča, se pravi tam nas zanima vsi objavljeni viri in tudi to, kako domačini to najdišče razlagajo. In to metodologijo je razvil Stanko Pahič in tudi kar nekaj arheologov je potem to dosledno beležilo. Recimo v naši okolici, se pravi v Kozjanskem, našem bližnjem, je to dosledno izvajal Slavko Ciglenečki, ki je preučeval poznantične utrdbe in je v njegovih prispevkih boste vedno našli recimo tudi pripis, domačini pa pravijo o tem kraju tako in tako. Potem recimo s tem se konkretno spoprijel tudi profesor Božidar Slapšak. Njegovo delo je nadaljevala Katja Hrobat-Virlože, ki je zdaj pripeljala to zgodbo do mitskega parka. In potem je pa seveda tudi Andrej Pletrski, ki tudi dosti uporablja to pri svojih interpretacijah, pa nazadnje tudi Jana, tvoja diploma in s Krkavškim kamnom. Tako da je kar nekaj ljudi se s tem ukvarja. Ja, pa ne več tako, kot bi si želel. Vse manj. Ampak, se pravi, pri tem anketiranju so ponavadi upoštevajo dve vrste izročil. Nas zanima, ali v prostoru obstaja neka razlaga, se pravi, zakaj so te kamni tako, kot so, in pa seveda, če bi tam že kaj odkrili, če so kaki podatki v nekih naključnih najdbah. Zdaj, se pravi, moderna arheologija se ne ukvarja samo z materialnimi preostanki, z najdbami, ampak tudi s to nesnovno dediščino. Tako da človek, ko je živel v tej pokrajini v bilo katerem obdobju, jo je pač zaradi svojih potreb preoblikoval skladno s svojimi prepričanji in s potrebami. In zato je, recimo, to, kako to vemo, pač nekatere točke v pokrajini je recimo poseljeval, na drugih mestih je recimo živel, poznamo naselbine, in spet drugod je pokopaval svoje rajne, nekje je imel pašnike, ceste, komunikacije, in podobno kot danes. In ta pokrajina, to danes imenujemo seveda kulturna pokrajina, ker je sooblikoval človek, poleg naravna. In se pravi, je tudi pokrajina na nek način izdelek človeških rok, mi pravimo tem, je tudi pokrajina kot artefakt in jo kot tako tudi preučujemo. In zdaj, to je nekako, vsi te pomeni noter so lahko projicirani, zapisani, zdaj pa vprašanje, če mi znamo te zapise brati in prepoznati. Ker je pa od nekoč pa do danes, recimo, ko to preučujemo, lahko menilo že več stoletij, tisočletij, pa so te mnoge pokrajine izbrisane, uničene, zakopane in na vides nerazpoznavne. In tu pomaga seveda tudi ustno izročilo. Namreč človek je zelo, zelo dobro poznal okolje, v katerem je živel. Mogoče imamo danes občutek, da kakšna stvar, recimo, da mi danes boljše poznamo kot kdo prej, ampak to je človek, ko je bil v popolnosti odvisen od narave in tega, kar je sam pridelal, lovil, je zelo dobro poznal vse te ostanke. In jih je tudi tolmačil. Poznamo primere, recimo, te naključne najdbe, recimo, teh neolitskih glajenih sekir, ki so jih razlagali, kot da so to ostanki strel. Ali pa, recimo, ločenino so nekje na severu razlagali kot, prav tako mislim, da kot neke intervencije. Kristali, mislim, da so jih enkrat, ne? Ja. So rekli, da so tu neki kristali, ki se pojavijo v določenem času, seveda v uranju. Ja, in seveda, ampak lahko je nekatere te zadeve razlagal, lahko pa je tudi skladno s tradicijo, ki je bila v neki skupnosti, recimo njegovi, te zadeve tudi tradicijsko pridobil in je vedel, zakaj gre. Kajti le tako lahko razložimo neredek pojav tisočletnih nekropol na istih mestih. Zdaj, če gremo tukaj v našo neposredno bližino, v Dobovo, mi imamo tam 3 grobišča na istem mestu, praktično kontinuirajo na istem mestu
iz pozne bronaste dobe, recimo rimske dobe in še v zgodnji srednji vek. Ne? In to so grobišče Humek, pa Dolince, v Savnikovi gramoznici mislim, da je samo bronasta doba, pa potem spet zgodnji srednji vek. Ne? In zdaj še en korak naprej, ne? Spomin na grobišče, na Gomilcah, ne? Se pravzaprav ohranijo do danes v sami besedi Gomilce. Ne? Tako da ta izpovedna moč tega izročila je neverjetna in tudi, kot bomo videli v nadaljevanju, lahko tudi zelo precizna. Tako da, ja, zdaj bi vas pa odpeljal na krajinsko stran, med krško-poljske ajde in bi vas popeljal po poteh mojih srečanj z ajdi. Jaz sem namreč iz Vrhovega in moje prvo srečanje z ajdi je bil še kot otrok, ko je naša teta Ana, mamina teta, včasih tako kar navrgla, ja, včasih je pa na Vrhovnem živela ena ženska in tako velika, da lahko dvignila kamen, ogromen kamen in z njim hodila naokrog. In to je bilo dovolj, da recimo nekega otroka pritegneš s tem, lahko gre pa tudi čisto mimo. No, mene ni šlo čisto, ne? In sem potem kasneje bil kar dosti osredotočen tudi na to vprašanje v okviru arheološke topografije, no? In zdaj bom pa citiral posamezne odseke iz te moje zbirke izročili, ne? Nekaj sem jih zdaj pripravil za danes. Zdaj najprej bomo šli mičkim v Krško, potem bomo šli malo v Veliki Podlog, končali bomo pa tukaj nekje pod Brežiškim gradom. Vse te točke so povezane z Ajdi. In ljudje so pravili tako, v Ajdih in Velikanih so govorili ljudi tam, kjer je bil kak velik kamen in tako so to razlagali. In zdaj omenja se tudi Krško. In za Krško so rekli na Drnovem, oziroma v teh krško-poljskih peseh, nekaterih so rekli, velikanka je stala z eno nogo na Livni, z drugo pa preko Save. In zdaj drugo izročilo še precizneje, pod Narkljem naj bi velikanka v razkoraku nad Savo prala perilo. Zdaj, kako zdaj to razložiti? Težko, ampak bomo videli, mogoče se bomo približali neki možni interpretacije. No? In zdaj, če je velikanka stala nad Savo pod Narkljem, potem je imela eno nogo na območju današnjega Vidma. To je pa pomembno zato, ker imamo še eno izročilo in tokrat pa v dejanju moškega lika. Zdaj tukaj se bo prepletalo, včasih bo velikanka, velikan Ajdenja, ampak to je v osnovi to genetsko, to ista zadeva. Ne? In sicer, tukaj je zdaj eno dejanje moškega lika velikana, ki ima ledrast firtov, se pravi ledrast usnjen predpasnik. Ne? In to je zdaj del enega najbolj unikatnega in najbolj preciznega izročila, ki sem ga jaz našel na Drnovem. In ima tudi en razplet in zaplet in potem nadaljevanje. Ne? Ampak bomo sledili postopoma. Skratka, izročilo bo povedalo tudi še marsikaj drugega, kaj se s tem kamnom skozi čas dogaja. In izročilo pravi tako. Neki velikan je v ledrastnem firtu ponesel 3 kamne. Enega je popičil na Vidmu, tam, ko je danes fabrika, drugega na križišču cest Krško-Kostanjevica pa Jevša Veliki Podlog, se pravi na tem križišču pred šolom v Velikem Podlogu. Za tretjega pa pravi gospod, da se ne spomnim, kje. Jaz sem k njemu hodil še in še, potem mislim, da kako desetletje, pa nismo mogla priti do tega, kje je bil tisti ta tretji. Pač to je bila ta davek časa, ekonomija izgube. Ne? Se pravi, ta velikan je enega izmed kamnov postavil na območje današnje celuloze. Se pravi, to je pravzaprav tisto mesto, ki ga je uporabljala Krško-Videmska, v narekovajih seveda velikanka za pranje perila. Ne? Žal pa ne vemo, kakšen kamen naj bi to bil in zakaj točno so jih te velikane predstavljali. Ne? Kar pa je gotovo je to, da je danes ni nobenega več, ne? Od teh 3. Ne? Ampak nekaj pa lahko izluščemo potem z drugih kontekstov. Ne? In zadevo pomaga razrešiti omemba, da je en kamen velikan popičil pri Velikem Podlogu, ne? Ker to potrjuje tudi omemba z Breg, kjer so itak menili, da so praktično vse naredili Ajdi. Okrog tega kamna v Velikem Podlogu pa pravi, da naj bi ga prinesla ajdovska deklica v Firtovo. Se pravi, spet ena različica, ne, te velikanove pojavnosti. Ne? Se pravi, tukaj pa zdaj nastopa ženski lik. Ne?
In zdaj sem še en tak medklic, ne, ta velikopodloški kamen je v Drnovskem izročilo drugače pomemben prostorski orientir, ker ga praktično omenijo vsi rojeni pred drugo svetovno vojno, ne, ker je ena znana pot, ki je bila komunikacija tega dela Krškega polja s Kostanjevico, taka poševna, ta pot se je imenovala Zeleni pot, in so zmeraj rekli, da zeleni pot gre na kamen, se pravi na ta kamen. No, in zdaj, kaj je torej bil ta kamen? To je bil milnik rimski. Ne? Zdaj, ni bil tukaj en kamen, ampak je bil rimski milnik. Ne? In zdaj analiza arheoloških, epigrafskih pa zgodovinskih virov pokaže naslednje. Ne? Drugi del izročila. Nekaj se je zgodilo s tem kamenom kasneje. Ne? Isti pripovedovalec pravi. Ne? Okrog kamna v velikem podlogu so šli Nemci kopati 10x10 metrov in so ga potem hoteli ven dvigniti. Pa ni šel cel in jim je počel na pol. Zato so ga dali nazaj, pa tam pustili. In potem so ljudje porogljivo rekli, da Nemci bojo itek propadli, ker še tega enega kamna ne morejo dvigniti. In pol je rekel ta gospod, ki je tudi preživel internacijo in se je rekel, se vidi, se so res tudi propadli. Pol, ne? Tako da očitno je ta skupnost ni najbolj odobravala tega posega. In zdaj se sprašujemo, če kaj zgodovinske resničnosti o tem. Ne? In zdaj vir 1 pravi tako, da je na križišču, o tem se pravi govorimo zdaj o tem velikopodloškem kamnu, nesrečen, ki je bil na 2 dela. V 17. stoletju je leskovški župnik Gašper Tunkelsteiner videl celega in ga je tudi prebral, oziroma eno vrstico. In on je takrat po Krškem polju bil zelo aktiven in je zbiral te razne napise, pa jih je pošiljal Šonlebno, ta pa Val v Zorju. In to lahko datiramo, se pravi, ta kamen je bil cel še najmanj med 1674 in pa do 1689 je gotovo bil še cel. In ko pa je prišel na Krško polje Matija Peter Katančič, to je hrvaški filolog, on je zelo pomemben za Nevidunom, ker je to bil prvi, ki je kot prvi lociral pravilno tudi Nevidunom. Ne? On je prav v ta namen prišel 4. oktobra 1794 na Krško polje, lociral Nevidunom, tudi to zapisal, kje je in zakaj bi lahko tam bil, ker prej je bilo več variant, kje vse bi to lahko bilo, tudi malnice so bile v igri. Ne? No, in je šel tudi v veliko podlog pogledati ta kamen. Verjetno je šel pogledati vse kamne, no, ki so mu jih takrat lahko pokazali. Ne? In kaj? On je tam najdel samo še spodnji del razlomljenega milnika. Ne? Torej, se pravi, no in ta milnik ima potem naprej še zgodbo, se pravi, zgornji del so pa prinesli pred Leskovško cerkev, pred staro pokopališče, ki je bilo okrog, in je nekje pri vratih stal. Ampak to ni nobeno tistih, ki jih danes poznamo, ki so tam od spredi v zelenici. Ne? Torej, zdaj smo kar naenkrat lahko datirali približno na 100 let natančno ta poseg teh Nemcev, ne? Ki so ta milnik razlomili, ne? Očitno. In očitno seveda zdaj to izročilo neko resnično pripetijo razlaga, ki ne pripisuje več Ajdu, ne? Ampak nekim Nemcem. Ne? Zdaj, Nemce lahko seveda teh tradicijskih zadevah razumemo kot tiste druge, ki niso del skupnosti. Ne? V konkretnem primeru pa, ali tudi nekoga, ki pa samo govori drugače, v konkretnem primeru pa zelo verjetno šlo, ker to je bil vendar že čas, ko je bilo predvsem v modi studirati tudi te razne antike in te spolje in tudi Auerspergi so recimo v Mokrice veliko tega ugradili, pa ne samo v Mokrice, tudi v švajbarski Turenki, te milniki, tudi neki novi znani, ki vemo, da so iz tam bili iz te ugradne, pa so jih potem priširili na teh sodnjakov našli. Ne? Tako da bolj gre za neko tako akcijo, mogoče so se res izbrali in poskušali, pa ni šlo. No, in ja, zdaj pa tisto porogljiva opaska na koncu češ, da bojo propadli, je pa res, je tudi za o tem mogoče razmišljati, ker mi vemo, da na Drnovem je ta Auersperg v začetku 19. stoletja Anastasije Zelenec, je poskušal enkrat odkopati en vodnjak na Drnovem, pa se mu je sosedska uprla, češ naše zaklade išče in kopa. Zdaj, to je mogoče tudi neko lahko slednega
ljubosumnega čuvanja teh svojih ostalin, lahko bi bil pa tudi čist tradicijski, gre za poseg v neke zakopane zaklade, ki lahko potem privedijo tudi do kakšnih nemirov. Ne? Tudi v tej smeri so znana izročila, ne? Se pravi nekaj, kar mogoče je zapustiti primerov. Ne? Tako da, in zdaj seveda tega zapleta še ni konec. Ne? Zdaj gremo pa bolj na ta arheološki del. Ne? In zdaj se lahko vprašamo, kako pa je mogoče, da je ta rimski milnik v Velikem Podlogu bil na križišču, tam na križišču, če pa vemo, da so rimske milnike Rimljani postavljali samo ob javnih cestah. Se pravi, čez Krško polje je šla glavna cesta, se pravi Emona ali pa Aquileia, Emona, Siscia, Singidunum. In to so ceste, ki so imele milnike, se pravi, milniki so pač milni kamni, ki imajo gor zapisano neko odmero do naslednjega pomembnega mesta. Ne? Zdaj tukaj na tem Krškem polju recimo srečujemo take, ki imajo odmero do Neviduna, ne? Recimo že pri Bregani ali pa niže dol, pa nimajo več te odmere, imajo pa že odmero k Andaltoniji, se pravi k Ščitarjemu, naslednjemu pomembnemu mestu. Ne? In torej, milnik v Velikem Podlogu tam ni bil od Rimljanov, pa tudi če bi bil, tudi tista jugozahodna vpadnica gre 500 metrov drugje, pač in ni imela te vloge, ne, od tam. Torej, ta milnik je bil očitno v porimskem obdobju postavljen in zdaj pa, če prisluhnemo še eni različici tega izročila iz Donavga, pa da izročilo tudi shranjuje tudi to informacijo, pravzaprav to, da je šlo za predstavitev. Namreč pravi to, ena velikanska ženska ga je našla na polju, se pravi, našla je že izdelanega. Ga dala v Firtov in ga potem spustila na tem križišču. Se pravi, to imamo verjetno, zdaj tukaj kar datiramo to, ne? Se pravi, da je lahko nek ajd velikan nekaj naredil tudi v porimski dobi. In se pravi, to se potem lahko sprašujemo tudi za ostale kamne, ker očitno v tem primeru, zdaj po tej analogiji, bi lahko šlo v vseh treh primerih teh kamnih, ki jih je ta velikan popičal, oziroma potem tudi velikanka, da je šlo verjetno v vseh treh primerih za neke milnike. In da imamo nek čisto unikaten izsek nekega opisa enega stanja v nekem prostoru. Ne? In zdaj, zakaj bi jih predstavili? Ne? Ja. In vemo, da lahko recimo špekuliramo, ne? Da pri kakih srednjeveških razmejitvah, kakve posesti, se dostkrat kakšni kamni pojavljajo kje. Ne? In lahko bi bilo mogoče, to je zdaj čisto tako neka delovna, ne? Mogoče pa kakšna razmejitev med posestjo Kostanjeviške opatije pa Krškim gospodstvom. Vemo, da Jelše so še Kostanjeviške v Kostanjeviški opatiji, če se ne motim, ne? In potem se tukaj ta zemljiška posest, ampak to je zdaj čisto tako špekulacija. Ne? Ja, in zdaj dodatno, v 17. stoletju je bilo na Krškem polju dost teh milnikov, še in tudi drugih kamnov, ne? In tudi v tem priča tudi ta povečana dejavnost preučevanja teh napisov. Ne? In morda bila bil tretji milnik, to je zdaj spet špekulacija, tisti, ki ga je našla pri kopanju temeljev v veliki vasi v dvorcu Marija Buzet. In ona, ko ga je našla, ga je dala tudi postaviti na polje. Nekam. Za nek kratki čas, danes je pa, kasneje je pol prišel v Narodni muzej. Ne? In zdaj, seveda, srednjeveški človek se je dobro zavedal, zdaj, seveda, to je bil že novoveška zadeva, ampak zdaj, če tako nasplošno, ne, vem, se je dobro zavedal odkot in z katerega časa izbirajo kamni, ne, če tudi z nerazumljivimi napisi. Ne. In te so ponovadi so bili lahko tudi ključni za samo identifikacijo neke skupnosti. Tako je recimo z recepcijo teh rimskodobnih kamnov v srednjeveškem Celju pokazala Katja Žvanut. Ne. In zavedanje o starodavnosti rimskih spolij je pri njihovi sekundarni uporabi pravzaprav tisti element, ki neposredno izkazuje povezavo s preteklostjo ali pa posebej tudi neko tradicijo. Ne. In prav v tem času, ki ga opisuje to izročilo o tem uničenju, ki smo ga tudi datirali, tega velikoporniškega milnika, ne, imamo pa na Vihrah tudi en milnik, ki je bil takrat očitno dobro viden.
ki je mogla tudi en del napisan Neviduno, ampak za njega je pa čisto drugo izročilo. Ne? In sicer, da gre za vrata rimskega mesta Neviduna. To izročilo poznamo tudi z jugovzhodne upadnice v vratih v rimsko mesto. To je zdaj spet ena razlaga, ki bi lahko spet debatirali, kaj je to, ali so to še kakšne meje nekropol oziroma že druge naseljene. Ampak tukaj pa ni nič govora o nekih ajdovskem predstavljanju. Mogoče zato, ker je bil tam ta milnik in sito, se pravi že tako, kot so ga Rimljani postavili in kako to vemo zato, ker ima odmero 3 rimske milje do Neviduna. Se pravi, je tam bil že od nekdaj in so ga tolmačili pač enostavno kot vrate v rimsko mesto, kar na nek način simbolično tudi je milnik napovez, da je to prehod v mesto. Ne? Tako da tu ni bila potrebna te razlagalna intervencija za Ajdi, ker ga so predstavili neko, da tam je že bil. Ne? In zdaj, če strnemo, so bili te krškopoljski Ajdi, predvsem so opisovali s tem premaknjene te rimske elemente grada, ne pa tudi očitno stoječih in situ, ker imamo potem razlago v vasi, da če si pred desetletji vašo starejše ljudi, kdo pa tukaj pred nami živel, in so rekli, da so bili Ajdoči. Imamo pa to obliko teh manjših Ajdočkov, zdaj nisem čisto pripričan, ampak sem tukaj genetsko so pa izpeljali iz palčkov, tako da nima čisto neposredne povezave, mislim, da s temi velikani, ampak bili so majhni, tako majhni, da na domovem konkretno jih je šlo 6 pod en vernik, kjer so potem sicer cilatili nekaj žito. Tako majhni so tudi. Zato to poznamo drugoče, da je bilo zelo majhni, da so rekli, recimo, da je majhni kot največje. In za njih so verjeli, da so pa prav nekje od spod pod nami živeli. Tako da, zdaj, kje so pa prebivali te krškopoljski Ajdi, je težko reči. Mogoče pa res so kakšni ajdovski jam, kjer je več prebivališč, pa so samo, kadar so rabili kakšne milnike predstaviti, prišli na Krško-polje. In zdaj, tipičen atribut tega krškopoljskega velikana in velikanke je bil usmjen predpasnik, nekaj bi šlo za nekaj delovca tam dolomo, nekaj to nosi potem. In zdaj, to je pa eno izročilo, ki sem ga pa samo slišal, pa ne bo mogoče izziv. Namreč tudi tukaj v neposrednem bližini Brežiškega gradu, se pravi moče Krške vasi pa Skopic, sem nekoč slišal, pa nikoli pa nisem zapisal, da je pa tudi na Savi odprala ena Ajdinja, velikanka, ki pa so se bali. Ta je bila pa bolj hude sorte, ali kako, in za njo so tudi govorili, kako je bila oblečena, kaj je imela na glavi. In zdaj jaz tukaj ne bi rad kaj narobe predal, to je mogoče izziv za vaš projekt, mogoče še najdete to, ker bi dobili praktično opis vseh atributov, ki bi bil tudi zanimiv. Ne? In zdaj, to bi bilo zdaj v Ajdi, zdaj bi pa mogoče sem še na konc v razmislek še nekaj v toponimih, tudi levinska imena so pomembna. Jaz se recimo poznam od Velike vasi pa do Krške vasi, poznam, se pravi po levi strani ceste, se pravi to, kar je do Save, sem zbral doslej 300 levinskih imen. Ne? In so različnih. Ne? In zanimivo je pa to, da samo dve vsebujeta del besede Ajd. In obe te ledini sta v bližini Drnovega. In ena ledina je Ajdov zrn, iz tam jaz izhajam, oziroma iz predela, ki se imenuje Pasje polje, nive Pasjega polja pa so Ajdov zrn. In zdaj, če to pogledamo v kontekstu arheološke topografije, tudi to je grobišče, to je del zahodne nekropole, kjer so zelo gotovo bili ostanki vidni. Vemo, da Rimljani so imeli grobne parcele, lahko so bile tudi konkretne kamnite zadeve z ograjami. Zdaj, kaj vse od tega je ostalo po tistim, ko so zgradili Malenško trdnjavo, je vprašanje. Pogotovo je nekaj se še videlo in ljudi so dobro vedeli, kje je kaj. Ne? To ni grobišča, to so lahko tudi tabu prostori in so jih zelo dobro poznali.
Tako da eden je Ajdozrn, se pravi v zahodni nekropoli, drugi je pa ob koncu vzhodne nekropole pri vasi Brege. In to je zdaj, če bi se pa peljali, recimo, če se gledate od Drnovega proti Mrtvicam, na desno je hipodrom. In recimo polovica tega hipodroma proti Mrtvicam do table od vasi Mrtvice je bila ledina Hajnišče. Zdaj, tukaj bi lahko takoj pomislili, ja, seveda tam tako razlagajo, ljudje seveda, da ljudsko-etimološke razlagajo, da je šlo za prostor, kjer so ajto sejali, ampak potem bi takšnih ledin moralo biti absolutno več in seveda imamo potem Kopito, imamo na tem delu teh toponimov, ki jih jaz poznam, ki sem jih izbral, imamo recimo, imamo samo 2 konoplišča, eno lanišče, pa 2 projsje. Teh pa ni, zdaj, seveda, ajda seveda lahko uspeva na slaborodnih tleh in tukaj dejansko so bila slaborodna tla, kot pričujem, ampak zdaj ne moramo tega več preveriti, ker je hipodrom, se pravi, tukaj prišlo do trajnega uničenja. Bi bilo pa to zanimivo v kontekstu, verjetno tudi Neveduna. Nekaj tam moglo biti, no. Očitno je pa zaključuje ta nekako ta obseg vzhodne nekropole, ki se pravno nekje tam končuje. Tako da to bi bilo zdaj iz moje strani v Krško-Poljski. Hvala lepa. Je to kje objavljeno? Ne še, ne? Kakšni drobci? Drobci, ne? Samo drobci, ja. No, bomo poskrbeli za to, ne? Ker se mi zdi, da tako super. Jaz se pravičujem, prej sem vam rekla Darko, pa ste drago, ne, gospod Samec, to bi me lahko kar popravil, ne? Da včasih pač človek naredi tako napako in se pravičujem. Če bi mogoče čisto malo o teh vaših Radoških koncih in Mauriciju Šejerju, ne, ki je pa na drugem koncu. Ja. No, nekaj. Ker ste nas na to opozoril in tudi na ta njegovo raziskovanje, tako da bomo zelo veseli. In se vam pravičujem za napačno ime, drugič kar povejte. Jaz sem bibliotekar in knjižničari imamo čist drugačno oziroma posebno odnos do pisane besede, zato sem si stvari zapisal. Bi pa dodal samo eno tako obrobno temo vsem tem strokovnim podatkom danes, ki smo prejeli in projektu, ki ga vlečete že nekaj časa po lokacijah. Danes smo poslušali o Ajdovski jami pri Nemški vasi in njenih raziskovalcih. Pri izkopavanjih v Ajdovski jami so se zvrstili Stalinokop, Jernej Pečnik, na to arheologi, dr. Svečko Brodar, dr. Paola Kološec, Milena Horvat, Draško Josipovič in na koncu še geologinja dr. Vida Pohar. Ob sedanjih. Zaporetje nam pokaže, da so se izkopavanj lotevali najprej priučeni starinokopi, šele na to usposobljeni arheologi. Tudi na drugih lokacijah so se izkopavanj lotevali ljubitelji starinokopi. Pri pomembnem železnodobnem središču v Gostični je prvi izkopaval major Nettelbach iz Mecklenburga, že 1853. 40 let za njim pa se je lotil stiški gomil Jernej Pečnik. V letih 1891 do 1992, v letu 1904 do Prve svetovne vojne pa Vojvodinja Mecklenburška. V 30 letih je tu izkopaval tudi domačin Albin Hrast, še tisto, kar je Pečniku in ušlo. Šele po vojni so začeli izkopavati gomile usposobljeni arheologi iz Narodnega muzeja, dr. Jože Kastelic in dr. Stane Gabrovec. V okolici Krškega je takšen starinokop bil še Ignat Skušlja iz Šentjerneja, ki je, kot tudi Pečnik, najprej prodajal Deželnemu muzeju in tudi Dunajskemu dvornemu muzeju.
Vsak teh starinokopov ima svojo zanimivo življenjsko zgodbo. Zanimanje za starine se je pri nas na podeželju odprlo že v Napoleonovem času, če odmislimo Valvažoje v času v izteku renesanse. O hallštatskih gomilah na Štajerskem je v slovenskem jeziku prvi pisal etimolog in mitolog Davorin Trstenjak v Janežičevem slovenskem glasniku v letu 1864. Na Dolenjsko pa je zanimanje čez 4 leta prenesel Josip Jurčič, prav tako v slovenskem glasniku in dodal še nekaj pripovedi, predvsem o zakopanem zlatem teletu. Izkopanine iz dolenjskih najdišč so postale znane po vsem svetu, tudi zlatega teleta še vedno niso našli, četudi so ga iskali domačini in strokovnjaki. Takšna raziskovanja naj bi bila interdisciplinarna. Že tu ste brani arheologi, etnologi, omenjeni so bili še geologi, med začetnike opisovanja gomil pa je treba šteti še gozdarja. V stični Jožefa Hajnika Stratila, v Radočah pa tudi izkopovalca Mojca Šajerja, ki sta bila oba Čeha. Kustos Karel Dežman je na shodu antropologov v Ljubljani 1879 ajdovske grobove poimenoval gomile, grobovi, kdaj tudi šaci, to je zakladi. In še v pomenu ajd, ajdi in ajde. To označuje pogana, redkeje pa velikana. Ajde so v ljudskem verovanju velikani, ki so živeli v predčloveškim rodom. V Zagradu ob Sopoti pa so leta 1935 našli človeško okostje in zapisali so, navajam, na nogah in rokah je imela okraske zaponke iz medi podobne kovine, podobne onim, ki jih še danes nosijo indijanci. Na prstih pa so bili prstani iz iste kovine. Po izjavah tukajšnjega panovinskega zdravnika dr. Karla Matka je okostje staro nad 2000 let in je najbrž iz rimske dobe. Na poziv tukajšnje orožniške postaje se je okostnjak pokopal na pokopališču v Svibnem, medtem ko so okraske poslali sredskemu načelstvu v Krško, da jih izroči muzeju. In po tedanjem zakoniku cerkvenega prava, ki pravi člen 1212, poleg blagoslovljenega pokopališča naj bo drug prav tako ograjen in zavarovan prostor, kjer se pokopljajo tisti, ki jim cerkveni pogreb ni bil dovoljen. In torej so gotovo te kosti pokopali izven posvečenega pokopališča na severnem delu, kamor so pokopavali najbolj zapostavljene. Saj je po tedanjih pravilih bil ajd, torej nekrščen človek. Kot pa ste že omenjali, leži ajdov grob na Magovniku, kjer je gomila široka 13 metrov, visoka pa 3 metre, na vrhu z odorom zaradi izkopavanj. Že Pečnik pa omenijo več gomil na Čimernem s poimenovanjem pri 3 ajdovskih grobeh in pri grobu. Jože Potrpin pa je še zapisal, da je celo na Radeškem novem pokopališču še vedno ohranjen prazgodovinski grob. In na koncu lotili ste se posebne tematike, pri kateri vedno ostaja nekaj skrivnostnosti. Saj tudi Andrej Hudoklin v pričakovanju, da bo ajdovska jama morda pripravljena odkriti kaj več. Hvala. Najlepša hvala.